Danes si bomo ogledali delovanje orodja Zotero. Zotero je podobno kot nekaj drugih primerljivih orodij namenjen v praksi dvema stvarema. Prva naloga njegova je, da nam olajša, omogoči enostavnejši pregled nad viri in literaturo, ki jih uporabljamo pri nekem svojem delu. To pomeni, da z njim ustvarimo seznam virov in pa seznam literature, ki jih bomo uporabili pri nekem svojem projektu. Druga njegova naloga pa je, da nam omogoča enostavno urejanje opomb, pri katerih uporabljamo dotično vire in literaturo, ki jih imamo v njegovi bazi. In morda k temu še ena naloga, ki je seveda povezana s tole prvo o opombah, namreč na koncu besedila nam Zotero omogoča tudi pripraviti pregleden seznam virov in literature, ki smo jih uporabili, seveda ob tem, da upošteva pravzaprav le tisto, kar smo vključili v svoj tekst. Torej, se na ta način izognemo kakršnekoli možnosti imeti v svojem seznamu virov in literatur neke stvari, neke elemente, ki jih pri svojem pisanju besedila pravzaprav nismo uporabili. Zato, da bomo lahko zadevo uporabljali, torej program uporabljali, si moramo program najprej pretočiti. To naredimo na spletni strani orodja Zotero, tule pod gumbom Download. Zdaj, kot vidite, je tule nekaj več možnosti za prenašanje na svoj računalnik. Tu imamo pravzaprav dve zadevi. Prva leva je sam program, torej Zotero. Glede na to, da jaz delam v Windowsih, je program spletna stran to prepoznala in mi zato ponuja zgolj pretvorbo oziroma prenos znotraj okolja Windows, torej prav za Windows prirejeno različico. V primeru, da bi bili vi na Applu, bi pač ponudilo prenos za Apple. Tukaj desno nam ponuja možnost prenosa vtičnika za brskalnik. Tu je več možnosti, glede na to, da smo zdajle v Chromu, je seveda tu ponudilo možnost prenosa v Chromu. In obstaja seveda še tretja stvar, ki si jo moramo prenesti, to pa je vtičnik za orodje, v katerem pišemo besedila, naj si bo Windows, Windows Word, lahko pa gre tudi za odprtokodne LibreOffice zadeve. Ob sami inštalaciji je smiselno izvesti še eno zadevo, namreč izpeljati tudi registracijo. Registracija je brezplačna, torej zato potrebujete zgolj svoj elektronski naslov. Čemu je to smiselno? Namreč s tem, ko vi izvedete registracijo, se pravzaprav povežete z oblakom. In ta oblak je tisti, s pomočjo katerega boste lahko svojo bazo uporabljali tudi kje drugje, torej ne zgolj na svojem domačem računalniku, pač pa lahko tudi na službenem ali na drugem, če imate dva računalnika. In še ena možnost je, prek te oblačne povezave s pomočjo tega elektronskega naslova, bo recimo zadeva lahko funkcionirala tudi v okviru Google dokumentov, torej lahko isto bazo uporabljate znotraj Google dokumentov. Če uporabljate morda Macov telefon oziroma Apple telefon, se lahko poskusite tudi Zotero for Mobile, ampak sam tega v tejle predstavitvi ne bom predstavil. Na spletni strani Zotero morda opozorimo še na zavihek dokumentacija, documentation, kjer imamo različnejša navodila, med drugim pa lahko tudi tukaj pod menijem Word Processor Integration prenesemo si vtičnike za programe, ki smo jih prej omenjali, torej ali za Word, ali za LibreOffice, ali za Google Docs. Ob tem naj omenim tudi še eno možnost, ki jo ponuja Zotero, namreč skupinsko delovanje, torej da se vas več poveže in si ustvarja neko skupno bazo. To je navodilo v zvezi s tem, si pogledamo pod razdelkom Groups, kjer so popolnoma stvari natančno razložene. Gre lahko za zaprte baze, odprte baze, torej vidne vsem ali pa seveda vidne samo določenim članom te baze, ki so se pač odločili, da bodo skupaj ustvarjali neko bazo, s pomočjo katere bodo potem lahko
ustvarjali neka besedila iz skupnih virov in literature. Potem, ko ste program inštalirali in ga odprli, se vam bo pojavilo takšnole okno, ki ima, vidimo, nekaj podstrani. Tukaj zdaj konkretno je prazno, zato ker sem jaz seveda nastavil neko mapo prazno, sicer bo pri vas prazno, tudi ko boste šli tukaj zgoraj levo v moje knjižnice. Tole, kar pa vidite pod tem moje knjižnice, pa so seveda neke vrste podmape, ki sem jih ustvaril, vendar te mape niso klasične mape v smislu, kar je v mapi, ni v drugi mapi, ampak so stvari vse v moja knjižnica in v posamezni mapi. Torej v neki mapi najdete določene stvari, ki ste jih tja dali, vendar so še vedno vidne tudi samo v mapi moja knjižnica. Stran, ki jo zdaj vidimo, ima več delov, smo rekli. Levo tu je navigacija, torej vaša ureditev baze. Tu sredi se nam bodo pojavljali posamezni posnetki, posamezni elementi, ki jih bomo vključevali v našo bazo. Tu na desni strani pa se nam bodo pokazali o posameznem izbranem elementu tukaj na sredini, njegovi podrobni podatki. Podatki, recimo temu metapodatki, torej elementi, ki označujejo posamezen izbrani naslov knjige, članka ali nek vir. Torej, vsi elementi, ki so vključeni v to, da je nek program, da je nek element vključen v bazo, prepoznaven in unikaten. Tukaj spodaj, levo spodaj, pa se nam lahko prikažejo elementi, ki smo jih kot nek dodatek pri zapisu posameznega naslova knjige ali članka ali kaj podobnega dali, bomo rekli temu ključniki ali pa tagi, in recimo tukaj so lahko zbrani vsi, lahko pa pri izbranem posameznem elementu samo njegovi. Za začetek pojdimo kljub vsemu pogledati v meni nastavitve, zato da vidimo, kaj je tam pravzaprav potrebno urediti. Zdaj, tule pravzaprav pustite najbolje kar vse to označeno tako, kot je. Vse, kot vidimo, označeno. Vskladi. Tukaj je možnost povezave z vašim računom. Račun ustvarite na spletni strani, kjer se logirate, in tu potem samo ustavite prvič, pač ustavite svoje podatke in potem bo, kadarkoli boste program zagnali, bo baza sinhronizirana v oblak. Tako da tudi, če bi na spletni strani nekaj vnesli v svojo bazo, se bo to preneslo v bazo na vašem namizju. Zato tudi pustimo vklopljeno tole Vskladi samodejno in pa naj usklajuje celotna besedila, ki jih imamo shranjena. Po nastavi seveda logično pomeni vrnitev na izhodiščno stanje, tako da tega običajno ne počnimo. Kazalo, torej iskanje, pomeni iskanje po vaši bazi, kjer gre lahko za najrazličnejše vrste iskanja. To iskanje pa izvajamo tukaj desno zgoraj, bomo k temu srednjemu polju še prišli. Izvozi pomeni, da lahko neko vrsto svoje baze izvozimo na nek način. Pomemben element, ki ga moramo tu upoštevati, je oblika elementa, to je oblika zapisa. Zdaj, zgodovinarji običajno vemo, kakšne vse vrste podatkov navajamo, in ta tipologija, ki jo mi uporabljamo, je Chicago Manual, trenutno je to Style 17. Neke druge znanosti, neki drugi, ali pa seveda nekdo, ki objavlja neke vaše besedila, bo morda zahteval kakšno drugo referenco, drugo obliko reference. To je element, ki ga boste povprašani tudi pri vsakokratnem začetku pisanja opomb, ko vas bo program vprašal, katere vrste opombe želite uporabljati. Prednastavljena bo verjetno tista, ki ste jo nazadnje uporabljali. Zdaj, če to ves čas Chicago Manual Style 17, bo ta seveda ostal, tako da boste v tistem trenutku zgolj potrdili, da želite uporabljati Chicago Manual.
Citiraj. Tu imamo dve zadevi. Eno je ta slog, kjer imamo precejšen seznam različnih oblik navajanja virov, ne. Tule vidimo recimo zdaj ta Chicago Manual, so pa seveda potem še drugi, ki jih uporabljajo kakšne druge stroke, lahko dodate tudi dodatne sloge, ki jih pač povežete oziroma poiščete na spletni strani samega programa. Drug meni, drug zavihek v temle delu navodil oziroma nastavitev pa je tale urejevalnik besedil. Tu imate sedaj to možnost, da tudi znotraj programa, predno pač začnete pisati tekst, prvič nastavite, dodate teli povezavi, torej vtičnik za Microsoft Word, vtičnik za LibreOffice, odvisno, kaj pač uporabljate, medtem ko smo videli, da Google Docs vtičnik pa zaženemo na spletni strani. Tole napredno pa pravzaprav tukaj je mapa, kamor lahko shranjujete neke svoje datoteke, namreč možno je, da vam računalnik prenese tudi kakšen PDF zraven, ob tem, ko prenesete iz neke spletne baze nek članek, knjigo ali karkoli, vendar je treba povedati, da je seveda ta oblak, to se shranjuje potem tudi preko oblaka, zato da je dostopno na različnih računalnikih. Ta oblak je kapacitativno omejen, tako da je to pač malo manj uporabno, v kolikor bi želeli imeti tukaj kar celotno bazo tudi svojih PDF-jev. To pač nekako ne bo šlo, ampak lahko pa svoj vpis povežete s svojim lokalnim zapisom PDF-ja posamezne datoteke, tako da pravzaprav to tudi ni težava, ne. Tu pod splošno vidimo, tu izberemo jezik in podobne stvari, to pustimo bolj ali manj pri miru. Tipke za knjižnice, to razumemo, kaj bi to bilo. Viri pa so, kako naj se viri razvrščajo, torej podatki, ki jih vnašamo, kako naj se razvrščajo, torej nič posebnega. Jaz tu seveda zdaj ne bom nič spremenil, zato bom tule izbral cancel. Rekli smo že, kaj je v levem delu, kaj je v desnem delu, v sredinskem delu, kaj je v zunanjem delu. Tule v sredinskem delu vidimo nekaj stolpcev. Tukaj pod ustvaril se vam bo običajno pojavil priimek in ime avtorja nekega teksta, ki ga boste vnesli. Če avtorja ni, potem pa lahko morda spletna stran ali kaj podobnega, ampak vedno se da te stvari potem tudi naknadno popravljati, tako da to ni težava. Tukaj sredina naslov pomeni, da bomo tu imeli izpisan naslov besedila, članka, knjige, ime spletne strani, ime filma, če ga bomo, ime gesla na Wikipediji, karkoli bomo pač prenesli v svojo bazo. Vrsta vnosa. Vrsta vnosa pomeni, kakšen je ta vnos po tipologiji. Gre to za članek ali karkoli. Zdaj morda na hitro, kakšne vrste imamo tukaj, ne vem, recimo časopisni članki, dokumenti, knjige, odseki knjig, strokovne in tako naprej. Vidimo, tega je pravzaprav zelo veliko, zdaj, ko sem odprl še to spodnjo možnost dodatno, ne, je tukaj, vidimo, precej različnih možnosti, pri čemer te možnosti pridejo lahko v poštev, predvsem, kadar ročno zbiramo, ne, to delamo s temle ukazom plus. Če pa delamo z nekimi pametnim vnosom po identifikatorjih, o tem seveda oboje malo kasneje, pa se avtomatsko samo razvrsti, glede na to, da po identifikatorju program prepozna, kakšne vrste gradivo želite oziroma vir, literaturo ali karkoli tretjega želite vnesti v svojo bazo, in to potem smiselno sam označi kot vrsto vnosa. Pa tudi tu se potem še vedno da ta vnos popravljati. Tule ste zdaj videli, se je pokazala ena puščica. Ta puščica pomeni, da sem sortiral po tem stolpcu, in obrnjenost te puščice pa seveda določa, ali sem po tem stolpcu razporedil po zaporedju naprej ali pa nazaj. Publikacija, bomo videli, gre seveda spet za različne vrste. Kaj to je, a je to knjiga ali karkoli tretjega, ne. Tule imamo še gumb z znakom priponke, tu pa gre za oznako, da je k določenemu elementu dodana neka priponka. Če končamo še z gumbom search na tej strani, pa se potem vrnemo na levo stran, tu seveda iščete po
na različnejših kriterijih. Vidimo, lahko iščemo povsem, lahko po določenih poljih, ki so pač tule omenjena, lahko po naslovu, po avtorju, torej na različne načine lahko iščemo. Če je seveda naša baza tako velika, da se pravzaprav v njej že na neki način težje znajdemo, je to pač pripomoček, da lažje iščemo oziroma hitreje iščemo, bolj natančno iščemo. Tule levo pa imamo zdaj še nekaj gumbov. Prvi gumb je tale s tem plusom. To je gumb, s pomočjo katerega ročno vnašamo neki dokument v svojo bazo. Zdaj, recimo, neki dokument, ki ga bi ročno vnesli v bazo, pa poskusimo nekaj, recimo vnesti neko pismo, ne. Zdaj takoj se nam odpre neko prazno okno tu na desni strani z elementi, ki jih je treba vpisati, ne. Zdaj recimo napišimo, kakšno pismo, naslov tega pisma, recimo pismo materi, ne, recimo. Pa glede na to, da imamo da je to neko gradivo, ki je v arhivu, bomo morda malo popravili, pa bomo pisali pismo Ivana Cankarja materi. In tu zdaj seveda dodajamo lahko različne elemente, datum, jezik, če bi bilo to na spletu, seveda spletni naslov, arhiv, v katerem je to shranjeno in podobne stvari, torej različne stvari. To brez težav prepoznamo ob samem vnašanju, ne. Zdaj bomo tole zaključili in vidimo, da se nam je podnaslov ustvarilo torej z naslovom, ne. Vrsta vnosa je pismo, zdaj pod ustvaril tegale nimamo, ne, pa dajmo potem tukaj dodati avtor, seveda zdaj avtor tega je Ivan Cankar, ne. Datuma vidimo, nismo vnašali, publikacije tudi nismo vnašali, ampak po potrebi recimo lahko datum dodamo, pa dodajmo, da je to recimo pisal 17.5.1899 recimo, ne. In zdaj seveda vidimo, da je tukaj datum se dodal. Naslednja možnost dodajanja so dodajanja z identifikatorji. Ti identifikatorji, vidimo, imamo nekaj opcij. Najpogostejša, s katero se boste srečali, je seveda ISBN in pa DOI. V obeh primerih gre za neke prispevke v znanstvenih ali nekih drugih revijah, knjige pa katerekoli, torej ni nujno samo znanstvene, ne. In zdaj, če seveda imamo podatek o DOI-ju in ali pa podatek o ISBN-ju, bomo brez težav dodali to v bazo svojih knjig. No, recimo jaz imam zdaj tule pri roki eno knjigo, pa ne bom seveda zdaj izdal, katera je, pa bom poiskal njen ISBN in ga tamle vtipkal, pa bomo videli, ali bo program zadevo že našel. Zadeva je lahko problematična v smislu, ne najti je, če gre za knjigo, ki recimo ni v nekih mednarodnih bazah, kot je recimo Kongresna knjižnica ali kaj podobnega. No, pa začnimo ISBN. In sedaj računalnik program išče. No, in vidimo, je našel, ne. Našel je knjigo, gre za knjigo Triumfator Anton Korošec v prvi Jugoslaviji, avtor vidimo je Mateja Ratej, povzetek knjige je celo prepisan, ne, recimo, če nas to zanima. Zdaj ni pa navedeno, recimo, je to ušlo v kaki zbirki, to seveda pa vse lahko tudi ročno še vedno dodajamo. Zdaj, kogarkoli zanima, kje je bila ta knjiga najdena, s pomočjo katerega baze si je v Zotero to knjigo lahko poiskal. V Open World katalogu je to našel in je to zdaj seveda tukaj spodaj tudi zapisano. Na podoben način lahko torej iščemo tudi članke, ki so v neki znanstveni literaturi objavljeni v smislu neke revije, in ta revija poskrbi, da imajo članki tudi neki svoj ISBN, DOI številko. Tu bi seveda mi zdaj vnesli to DOI številko in potem bi dobili podatke o tej reviji. Pojdimo zdaj to morda neko revijo poiskati. Pa bomo poskusili v zgodovinskem časopisu.
pa ne bomo zadnje številke, ampak bomo šli v arhiv, pa bomo recimo poiskali tule, imamo, no, recimo tale članek me zanima, ne, pa vidim, tule obstaja doj, ne, bom jaz tole prekopiral, takole, in pojdimo zdaj nazaj v Zotero in zdaj poskusimo z dojem, takole. In zadeva se je, kot vidimo, našla, ne. Tukaj imamo zdaj v bazo je vnesel članek Baniča in Blankota, strokovni članek je to, datum njegove objave na spletu, ne, kdaj smo mi v svojo bazo vnesli, ne, ampak datum objave na spletu, naš datum je tukaj spodaj, dodano dne, ne, to je naš datum, ko smo mi svojo bazo dodali, in seveda zdaj pa je publikacija navedena, ker imamo to v publikaciji Zgodovinski časopis. Tule na desni strani seveda lahko vidimo še bolj podrobne podatke, tudi v kateri številki je, na katerih straneh je ta zadeva shranjena, kratek naslov tudi v angleščini, ne. Kot opazimo, pa imamo tukaj še nekaj zavihkov, ne. En zavihek so opombe, tu bi lahko sami dodali, tudi značke lahko sami dodamo, sorodno pa seveda spet lahko gre za povezovanje med teksti znotraj naše baze. Zdaj, če bomo tule dodali neko oznako, ne, bo seveda ta oznaka vidno tukaj spodaj v seznamu oznak. Če gremo tukaj v Cankarjev tekst, ki smo ga prej dali, pa tudi dodamo značko, recimo Ivan Cankar. Vidimo zopet se je tam na levi strani dodala nova značka, pa poglejmo še triumfatorja, pa dajmo tukaj Anton Korošec. Pa morda še enega, Slovenska zgodovina, recimo. Pa dajmo morda tudi pri Ivanu Cankarju napisati Slovenska zgodovina. Tako, vidimo, da nam je celo že ponudil možnost napisati Slovenska zgodovina, ker je že v bazi. Zdaj pa morda zanimivost, ki jo lahko vidimo, ne, tukaj, kot smo rekli, imamo na tej strani zdaj te oznake, ki smo jih pisali. Zdaj, če mi tukaj posamezno oznako kliknemo, kaj se bo zgodilo? Če kliknemo Antona Korošca, nam bo pokazal zadetke, tokrat imamo mi seveda samo šele enega, ne. Vidimo pa, da je Anton Korošec, pravzaprav, da je ta ista knjiga, ima pa dve te oznaki, pa poglejmo tole drugo. Se vrnimo nazaj v svojo bazo na polno, pardon. Vrnili smo se sedaj v svojo bazo in zdaj zopet vidimo vse zadetke. Pri posameznem vnosu vidimo samo njegove, ne. Tukaj na levo vidimo vse, zdaj pa, če bi tu slučajno kliknili pa Slovenska zgodovina, pa vidimo, da nam filtrira v bazi zgolj tiste, ki imajo to značko, ta tag. Torej, še ena možnost, kako lahko na različne načine filtriramo vpogled v svoji bazi. To so opombe, ki jih dajete znotraj posameznih elementov, tako da to niti ne bomo podrobneje pregledovali. Tule lahko dodajamo priponke, recimo nek posamezen prispevek tale, ne, recimo ima priponko, in vidimo, da je tukaj polno besedilo. Lahko pa bi seveda mi to besedilo dodali tudi ročno, na ta način, torej tukaj bi dodali priponko. Tole iskanje pa je spet seveda iskanje znotraj različnih elementov, ki iščemo, kako naj se zadeve ujemajo in tako naprej. Torej še eno podrobno iskanje, da lahko v neki svoji relativno veliki bazi brez težav poiščemo nek naslov. Zdaj poglejmo, ne, v tole mapo sem jaz ustvaril posebej
Torej tale mapa vsebuje to pismo Ivan Cankar, ampak kot rečeno, tudi v moji knjižnici bi zdaj tegale Ivana Cankarja mogli najti, če poiščemo pod ustvarjalci. Seveda moral bi iskati pod Ivan Cankar, ne, tako, tu je, ne. Torej imate svoj zapis iz baze v Moja knjižnica in pa v posameznem razdelku, ne. Recimo, mi se vrnimo zdaj k temu našemu razdelku. Poskusimo pogledati zdaj, kako pravzaprav lahko v bazo vnašamo še kakšne druge stvari. Pojdimo na spletno stran oziroma v brskalnik in poglejmo, na primer, ali lahko vnašamo direktno iz spletne strani. Možnost, da bomo to lahko počeli, je povezana s tem, da imamo vgrajen vtičnik v svoj brskalnik, ne, tole je ta oznakica tule, ki jo vidimo, Save to Zotero. No, in zdaj bom jaz recimo šel na YouTube, pojdimo na YouTube. Poglejmo zdaj recimo, kako vnesemo v svojo bazo posnetek z YouTuba. Tule imamo neki posnetek, ki nas zanima, in če zdaj jaz tule kliknem gumb Save to Zotero, se mi ponudi možnost, kam naj shrani, pa dajmo shraniti v tisto našo mapo prazna in poglejmo, če so še kakšne druge možnosti. Ja, vse mape bi lahko zbral, torej dajmo samo opravljeno in sedaj je zadeva prenešena v našo bazo. Poglejmo, če to drži. Tako je, v mapi imamo sedaj nov vnos, avtor je ustvarjalec oddelek za zgodovino FFUL, ker je pač on tisti, ki ustvari videoposnetek. Potem imamo tukaj podatke o videoposnetku, objavljen je bil danes, 2. septembra 1924, in potem še nekaj drugih stvari, predvsem pa tukaj bistveni podatek, torej njegov spletni naslov. Ali lahko kaj drugega, recimo geslo iz Wikipedije? Seveda, tudi to bi šlo, ne, pa poglejmo. Na Wikipediji sem sedaj poiskal geslo o Veljku Vlahoviću, katerega film smo prejle prenesli, ne, v našo bazo. Torej zdaj vnesimo tudi to. Takole, poglejmo, kaj ponuja. Ponuja takole. In sedaj naredimo opravljeno. Pojdimo sedaj pogledati v bazo. No, in sedaj je tudi tukaj baza. To je enciklopedični članek, podatek, kdaj je ta članek nastal, in pa seveda podatek, kdaj je ta članek vnešen v našo bazo. Ustvaril tukaj ni, ker seveda v Wikipediji je ustvarjalcev mnogo več. Torej, na podoben način, kot smo sedaj prenesli Wikipedijo, lahko seveda tudi katerokoli drugo stran prenesemo v tole našo bazo. Tako da je tu možnosti pravzaprav neizmerno. Sedaj bomo poskušali pogledati, kako pa lahko gradivo iz arhiva navajamo v svojo zbirko, vključimo v svojo zbirko. Za začetek dajmo tole pismo Ivana Cankarja materi podvojiti in sedaj lahko enega od teh dveh zapisov preoblikujemo iz pisma, ga preoblikujemo v dokument in tukaj sedaj pod arhiv vnesemo podatke o arhivu, v katerem je gradivo shranjeno. Najbolje bo narediti kar signaturo gradiva, pa si bom malo izmislil. Torej, ustvarili smo nek font v arhivu Slovenije z imenom in neko številko. Ta podatek je tisti, ki ga bomo videli zapisanega pravzaprav potem v opombah. V primeru, da seveda želimo, imamo nek večji font z neko veliko količino gradiva, ki ga bomo navajali, je morda bolje, da pravzaprav kot stvari strežemo rahlo drugače. Namesto tu oznake arhiv, to pustimo prazno in samo v polje naslov napišemo ime fonda. Medtem ko bomo podatke o posameznih dokumentih, ki so iz posamezne škatle določenega fonda uporabili, pa dodajali pri opombah kot predbesedilo ali za besedilom, torej kot predpono ali pa kot pripono. V zvezi z vnosom podatkov o knjigah v
našo bazo, je treba opozoriti še na eno možnost, ki se nam ponuja, kadar neko knjigo najdemo v katalogu Cobiss. Predvsem je to lahko uporabno, kadar gre za starejše knjige, ki nimajo ISBN-ja. ISBN, se spomnimo, je eden od možnih direktnih vnosov s pomočjo nekega identifikatorja, kakršen je pač ISBN. Starejše publikacije pa seveda tega podatka nimajo, kot vidimo tukaj pri podrobni podatki, imamo sicer UDK in še vse ostale kategorije so izpolnjene, vendar manjka pa ISBN, ker pač je to stvar mlajšega datuma. Tudi ta vnos seveda zdaj te knjige vnesemo v svojo bazo, pravzaprav na isti način, kakor vnesemo katerokoli stvar, ki jo najdemo na spletu, torej gremo na vtičnik, izberemo lokacijo, torej ta naša mapa prazno in sedaj izberemo opravljeno. In vkolikor sedaj pogledamo v našo mapo, torej to mapo prazna, vidimo sedaj tukaj nov vnos, torej ta knjiga Lončar, Dragutina Lončarja, naslov knjige, vrsta vnosa, torej knjiga, datum vnosa je leto 1921 kot leto izida knjige. Vidimo pa tukaj ob teh vseh možnih metapodatkih še podatek o URL-ju, ki pa je v tem kontekstu zgolj spletna stran, torej podrobnega vpogleda v podatke o tej knjigi v bazi Cobiss. Če pa se vrnemo nazaj na ta vnos, pa pravzaprav opazimo tukaj spodaj eno povezavo, namreč ta knjiga je v PDF obliki, torej skenirana, dostopna na portalu SeaStory in sedaj seveda lahko tole povezavo prenesemo v svojo bazo in zamenjamo namreč ta podatek pravzaprav, ki je tukaj v bazi sedaj vpisan, torej iz Cobissa je neuporaben oziroma bi delal v izdelovanju opomb rahlo zmedo, ker ni nič drugega kot samo podrobnejši vpogled še enkrat v iste podatke o knjigi in ga običajno ta podatek tukaj v primeru prenosa podatkov o neki knjigi iz Cobissa zbrišemo, v tem primeru našem pa lahko tale URL nadomestimo s podatkom z naslovom povezave, kjer je knjiga dostopna v PDF-ju. Za konec pa morda še ena od možnosti, ki jo ponuja Zotero. V primeru, da bi recimo želeli samo prenesti tole našo bazo v neko tekstovno obliko, kjer bi pač nekomu želeli sami samo posredovati seznam nekih literature in virov, ki je na voljo na neko določeno temo, recimo, takrat je možen izvoz na ta način, da recimo označimo vse vnose, ki jih imamo v bazi, z desno miško izberemo Ustvari bibliografijo iznosov. Sistem nas bo sedaj vprašal, kakšno vrsto izvoza želimo oziroma kako naj bo vsebinsko tehnično oblikovan. Pa recimo, da bomo izbrali Chicago Manual Full Note in potem recimo lahko izberemo, da nam naredi bibliografijo. Tudi izhod, kakšen želimo, morda bomo izbrali RTF ali pa kopirano odložišče, seveda v primeru shrani kot RTF se bo datoteka že ustvarila. Če pa kopiramo na odložišče, pa moramo potem recimo nek urejevalnik besedil zagnati in vanj skopirati vsebino odložišča. Jaz sem to že datoteko shranil, tako da recimo rezultat vidimo tukaj. Torej vsi tisti vnosi, ki so tam v bazi, so tukaj lepo po abecednem redu razporejeni z podatki, kakor smo želeli, torej avtor, celoten naslov, najrazličnejši tehnični podatki, ki so še zadaj za vsakim vnos. To potem lahko preprosto po potrebi tudi uredimo, recimo tele narekovaje izločimo ali karkoli drugega. Torej za nek bibliografski pregled je lahko možno tudi ta. S tem smo pravzaprav bolj ali manj do konca obdelali možnosti, kaj vse nam ta zbirka ponuja. Seveda z uporabo in z rastjo naše baze pa se nam seveda brez težav odpre še kakšna nova ideja in morda potem določene stvari lahko tudi spreminjamo, preoblikujemo glede na naše potrebe in naše želje. Nazadnje si poglejmo še, kako program Zotero uporabljamo z urejevalnikom besedil, kjer bomo videli, kako s tem programom vnašamo opombe in
kako ustvarimo seznam naših bibliografskih enot, ki smo jih uporabili pri pisanju nekega svojega znanstvenega ali nekega drugega besedila, kjer smo uporabljali opombe. Zato, da bomo program Zotero lahko povezali z Wordom ali LibreOfficeom, potrebujemo vtičnik, ki se namesti v sam program. Kot smo že videli, se to uredi na spletni strani, torej ta prenos programa, vtičnika. In ko ta vtičnik inštaliramo, se v bistvu znotraj Worda ustvari novo menijsko okolje, že z imenom Zotero, kjer opazimo potem nekaj gumbov. Najprej si pogledamo gumb o nastavitvah. Tu v bistvu izberemo, kakšne vrste opomb želimo pisati. V bistvu nas bo program tudi pravzaprav vsakič, ko bomo poskušali začeti pisati neko novo besedilo, vprašal, kakšen stil opomb želimo uporabiti, in ga potem tudi izberemo. Jezik je verjetno slovenščina, če uporabite nek drug jezik, bo pač nek drug jezik izberete. Tukaj lahko prilagajate način postavljanja opomb na dno strani ali pa, kot imenujemo, sprotne opombe, ali pa na konec, torej za celotnim besedilom. Trenutno je v glavnem v praksi so sprotne opombe, vsaj znotraj zgodovinopisja. Tole priporočamo, da pustite tako, kot je, torej naj se citati hranijo kot polja, in pa vsekakor priporočljivo samodejno posodobi navedke, kadar recimo v bazi nekaj popravimo pri nekem zapisu, naj se ta stvar avtomatsko posodobi tudi znotraj Worda. Za začetek je treba opozoriti, da koliko želite uporabljati Zotero za ustvarjanje lastnih opomb, morata biti odprta tako program, s katerim boste pisali besedila, zdaj v našem primeru je tole Word, in seveda tudi Zotero. Brez odprtega Zotera vam program ne more ustvarjati opomb v stilu, kot to počne program Zotero. No, poglejmo zdaj druge gumbe. Ta refresh si seveda zlahka predstavljamo, gre za osvežitev povezave med bazo in med vašimi opombami oziroma bibliografskim seznamom, ki ga imate na koncu besedila. Unlinked citation pa je gumb, ki ga uporabimo v bistvu na koncu našega pisanja, ko smo popolnoma prepričani, da teksta nikakor ne bomo več popravljali, potem odklopimo, torej prekinemo povezavo med opombami in pa med bazo. Ta prekinitev seveda samo pomeni, da se pravzaprav neki popravki, ki ste jih želeli še dodati, ne bodo dodali, če boste v bazi Zotero karkoli popravljali. Je pa to seveda postopek, ki ga opravimo tudi zato, da ko nekomu drugemu posredujemo naše besedilo, seveda naše opombe vidi brez kakršnihkoli težav. Prvi skrajno levi gumb je dodajmo opombo. S tem gumbom dodajamo opombe, hkrati pa lahko z istim gumbom tudi neke opombe, ki smo jih že ustvarili, tudi dopolnjujemo. Torej popravljamo, spreminjamo, pri čemer gre za spremembe predvsem v smislu dodajanja besedila kot predpona ali pripona, ali pa morda dodajanje nekih dodatnih elementov, torej da želimo v neki opombi, ki smo jo naredili, dodati morda še eno element, torej da vključuje opomba več navedkov literature in virov. To lahko potem v tem kontekstu ta gumb funkcionira kot dodaj, torej kot uredi. Tale add note je pravzaprav za neke komentarje, ki si želimo dodati, v praksi pa redkeje uporabljeno. No in zadnji, torej ta veliki gumb, ki je tukaj na tretjo z leve, dodaj oziroma uredi bibliografijo. Ta gumb pa uporabimo zato, da na koncu besedila ustvarimo zaporedje vnosov naših virov in pa literature, ki smo jih uporabili v besedilu. Bomo seveda zdaj vse te tri gumbe oziroma te dva gumba dodajanja in urejanja uporabili, zato da bomo videli, kako pravzaprav funkcionira in kaj vse je možno storiti z uporabo Zotera in njegovo funkcijo ustvarjanja opomb. Tole besedilo, ki ga imamo tukaj, je neko izmišljeno besedilo. Kot vidimo, je besedilo ustvaril ChatGPT.
GPT prosil sem ga, naj ustvari nek 1500 znakov dolg tekst o uporabnosti programa Zotero. To imamo zgolj zato, da bomo lahko na neka mesta vključili neke opombe. Kot opombe pa bomo uporabljali tiste vire in literaturo, ki smo jih ustvarili v prejšnjih delih te predstavitve, torej v tistem našem podmapi prazno znotraj Zotera. Zdaj, kako ustvarjamo opombe? No, za začetek morda še dodatek, torej, če tudi uporabljate za ustavljanje opomb program Zotero, lahko kakšno ročno opombo, ki je, ne vem, neko razlagalno besedilo ali karkoli potrebnega, kjer niti ne boste uporabili neke reference vaših virov in literature, uporabite tudi preprosto običajno ustavljanje opomb s pomočjo ukazov, kakor to počne Word ali LibreOffice sicer. Zdaj bomo mi poiskali tule neko mesto, torej tule bomo dali kurzor in tja, kamor damo kurzor, bomo sedaj vstavili opombo. Opombo, kot rečeno, vstavimo tako, da izberemo gumb Add oziroma Edit Citation. Ko to pritisnemo, ta gumb, se odpre okno, v katerega mi začnemo vpisovati naslov knjige ali vira ali kar smo pač vstavili v našo zbirko. Če se spomnimo, imamo tam nekaj Cankarja, dajmo poskusiti. Torej, on je sedaj našel pravzaprav dva zapisa, kot vidimo, se malo razlikujeta. Prvi je tisti, ko smo to ustvarili kot dokument iz arhiva, drugi pa pač nek ročni vnos kot pismo. Pa dajmo vključiti tega prvega in pritisnemo samo še Enter in opomba je vnešena. Poglejmo sedaj na dnu, torej opomba je vnešena. Če želimo zdaj seveda dodati neko drugo opombo, pa se premaknimo nekam drugam, pa dajmo tule in zopet izberimo neko opombo. Če se spomnimo, smo imeli še tam Veljko Vlahovič, spomnimo se, imamo dva odnosa, en je iz Wikipedije, drug je pa film, pa bomo pravzaprav uporabili najprej tegale filmskega. Zato, da lahko popravljamo opombe, pa se moramo premakniti na dno, kjer so opombe izpisane. Jaz bi zdaj namreč želel pri tejle Veljko Vlahovič dodati, da bi pravzaprav v tej opombi uporabil oboje, kar smo tam v zbirko vključili, torej tako YouTube posnetek kot tudi geslo z Wikipedije. Pa grem zdaj tukaj spodaj sem, kot vidite, označil, in grem zdaj k gumbu in izberem gumb Add Edit in zopet se mi odpre okno, kjer že je vpisan tisti prvi zapis, ki je že tukaj spodaj vključen. Zato, da bomo lahko kakorkoli preoblikovali vsebino te opombe, pa tukaj pri gumbu Z kliknemo tole puščico in pokaže se možnost klasični pogled. Ko izberemo tale klasični pogled, dobimo eno takole veliko okno, kjer vidimo spodaj je nekaj možnosti, pa bomo zdaj, smo rekli, dodali še enega, pa dajmo izbrati tale več virov, in zdaj vidimo, prvi je že vnešen, po tejle ikoni prepoznamo, da je to filmček, zdaj pa izspodaj izberemo še tega drugega in ga dodajmo. Seveda lahko tudi vrstni red zamenjamo s temi gumbi tukaj ob strani, lahko tale spodnji enciklopedični prispevek premaknemo na prvo mesto in potem samo naredimo OK. In kot vidimo, sta sedaj tu spodaj oba dva vnosa. Kako pa urejamo vnos, kadar želimo dodati k vnosu še kakšno predpono ali pripono? Pa poglejmo, najprej bomo spet izbrali tole isto opombo, ki smo jo že zdaj imeli, in zdaj zopet gremo na Add ali Edit, gumb Add Edit. Zopet se nam pojavi tole okno in sedaj spet izbiramo tole za klasični pogled in sedaj lahko izberemo, recimo, da bomo tule pred Veljko Vlahovič nekaj dopisali.
poglejte podrobneje, recimo, ne, zapišimo, poglejte podrobneje v tem geslu, kot pripono pa napišimo sedaj in v posnetku, pa presledke ne smemo pozabiti, ker sicer bo stvar stična. In poglejmo, kaj smo zdaj ustvarili. Torej vidimo, da smo ustvarili zdaj neko predpono, ne, torej poglejte podrobneje v, in v posnetku. Torej vidimo, da se je besedilo, ki smo ga vrinili kot predpona in pripona, lepo dodalo k posameznemu delu. Lahko bi seveda tudi k drugemu delu dodali pripone. Predpona je malce nesmiselno, ker predpona bo seveda prišla na isto mesto med oba vnosa, pripona pa se bo seveda pojavila za vnosom film. Vmes med našimi materiali, elementi, ki smo jih vključili v zbirko, imamo tudi knjigo, ne. Če se spomnimo, je to knjiga Dragutina Lončarja, spet smo se postavili na neko mesto, kamor bomo dali opombo. In zdaj dajmo opombo spet in kar začnimo s tipkanjem, torej evo, smo dobili naslov, tako, in zdaj spet enter. In sedaj se nam pojavi torej v krajši obliki, ne, torej zgolj naslov knjige in pa pred njim avtor. Bi pa jaz želel v tole opombo, podobno kot smo prej dodajali, dajmo še zdaj nekaj dodati. Dajmo tule zopet izbrati ta isti gumb in potem zopet izberemo gumb klasično. Prva stvar, ki bi jo želel dodati, je navedbo strani. Pa zapišimo neko stran. Pa seveda bi dodal tudi predpono. In zdaj dodamo. In kot vidimo, se je sedaj tale del predpona se je pripisala pred naslov, pred avtorja knjige, zadaj pa se je lepo pojavil podatek o številki strani. Poglejmo se, kaj morda nam omogoča tudi pri temle vnosu, ki smo ga še kot prvega navedli, torej tole pismo iz arhiva, ne. Tudi tukaj zopet pojdimo na klasični pregled. In želimo opozoriti na tole možnost. Tule v tejle možnosti stran, ne, ker vidimo, lahko izbiramo najrazličnejše možnosti, pravzaprav, ki bi nekako bolj natančno opredelile neko mesto, posebno točko, znotraj katere je neka vsebina, na katero želimo opozoriti. Recimo opomba, no, ta je sicer tule nesmiselna, ampak lahko naredimo takole, ampak bomo za pokušino vseeno naredili, pa recimo naredimo to pri neki opombi. Pustimo zdaj, da je to rahlo nesmiselno, ne, in vidimo, ne, pripisalo se je, da je to pri opombi, da poglej pač opombo 156, oziroma neka stvar, na katero referiramo, je pač v opombi 156. Podobnih možnosti je torej, kot rečeno, še kar nekaj. Če zdaj pogledamo, koliko, kaj vse tukaj še najdemo. Recimo vrstica, tudi za glasbenike kakšen opus, odstavek, recimo kot del besedila in tako naprej. Torej, kar nekaj možnih dodatkov je tukaj. Tako da je lahko naša navedba zelo natančna. Za ustvarjanje bibliografskega pregleda, torej seznama virov in literaturo, bomo zopet uporabili Zotero in sedaj tole zadnjo funkcijo dodaj bibliografijo. Ko to pritisnemo gumb, se ustvari neki seznam. Če ga pogledamo natančno, vidimo, da vsebuje pravzaprav vse elemente, ki smo jih mi vključili v našo zbirko. Če je kakšen del zapisa, ki je tukaj, ga ne potrebujemo, oziroma se nam zdi nepotreben, kot recimo tale spis Cobiss, ne, gremo pač preprosto v bazo in v bazi ta vnos pobrišemo. Takole, pa bomo tole zbrisali. Bazo osvežimo. Se vrnemo v Word
in zopet označimo te zapise, pritisnemo gumb Refresh. No, in kot vidimo, je sedaj tista povezava izginila. Rekel sem že, ne, vse enote vključi v enoten del, enoten seznam. To je seveda malo nepriročno, kajti mi ločimo v seznamu, kaj je literatura in kaj so viri, vendar pa se to lahko reši potem čisto na koncu, ko smo torej zagotovo uredili vse te sezname, tako kot želimo, v smislu, da v bazi, ki jo imamo, in ta izpis sta sinhronizirana. Potem gremo preprosto in odklenemo povezavo, torej prekinemo povezavo, potem pa preprosto ročno to, kar je literatura v tem našem kontekstu, tale drugi naslov, damo pod podpoglavje literatura, vsi ostali trije pa so v podpoglavju viri. To je bila uporaba programa Zotero, ki ga lahko uporabljamo za različne namene. Videli smo, da z njim ustvarjamo bazo svojih virov in literature, ki jih uporabljamo. V primeru pisanja nekega znanstvenega ali nekega drugega teksta, ki vsebuje oziroma zahteva opombe in pa neki seznam virov in literature, pa lahko ta program uporabljamo tudi kot pripomoček za ustvarjanje opomb in pa ustvarjanje seznamov virov in literature.